Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Danes je prvi video, ki ga snemam v karanteni. Ta smo mislim, da čisto vsi noč zaprti, vsaj upam. Ampak jaz vas bom probal razveseliti s tem videom. In prva dobra novica je, da imam okoli sebe same Logitechove stvari. In veš, kaj bom z njimi naredil? To bom dal vam, prav vam. Ampak v tem videu vam bom podaril te Pro X Logitech slušalke, ko jih tudi jaz drugače uporabljam. Ta se vam splača pogledati do konca, ker kaj te veš, mogoče boš pa ti zmagal. 22. marec 2020, 9. dan karantene, ura je 6:24. Mladi Jakec mirno spi, a ne ve, da ga bo zbudila prav posebna budilka. Nekaj sekund kasneje se je vse začelo tresti, celo stanovanje se je treslo, Jaka se je mirno zbudil. Pustite me spati, prosim! Vam povem eno zgodbo, kako budilko smo imeli danes zjutraj. Da danes mislim, da smo imeli skoraj vsi isto budilko, od Bosne čez Slovenijo, gor proti Avstriji. In da smo se vsi skoraj istočasno budili, kar je prav malo smešno. Ampak ne boste verjeli, kakva budilka je bila to. Fucking potres je bil. Jaz še potresa nisem v življenju doživel. Tudi mislim, da eni izmed vas še tega niste doživeli. Bilo je tako ful čudno, ni me bilo strah, ker sem lepo spal. Me je začelo ful trest, ne? Pa sem mislil, za me zihra mama budi, veš, da sem predolgo spal, pa kaj ne, Jaka zbudi, se veš, ono ful nasilno zalašt, ne? Da se bi delala norca. Pa tako gledam, dobenega ni tu. Pa se tako vse trese, moja poda se ful trese, pa ni lahka poisla. Pa prije mama potresje, jaz si mislim, fuck, ne, kaj te bomo zdaj. Pa še je pol 3 sekunde trajal, ne, pa je bilo pol konec. Ker v taki situaciji se ne veš, ali se bo začelo vse rušiti, ali je to čist malo, ali mi je tam računalnik skup zlamalo, naprimer, se to nič ne veš, ne. Potres, če ti gledaš ta video, ne, da ti ne imaš Jack in the Box ganga poslal, ker veš, kaj mi delamo ob 6:24? Spimo, tu imamo glavo, tu je Oskar, ne? Pa vsi mirno spimo, pa imamo lepe sanje. Imamo pa telefon za budilko, ta prosim, več ne pridi nazaj. Ampak to ni bilo vse, ko je enkrat streslo vse, ne? Tam nam je tako eno keramiko uničilo, ker je padlo, en spomin smo imeli, pa je padlo, pa se je uničilo. Drugo, nismo imeli neke škode, hvala Bogu. Povejte mi vi, kako ste imeli, napišite v komentar. Vidim, da v Zagrebu je katastrofa. To imajo tudi naprimer slike, kaj zgleda v Zagrebu. Katedralo je špico uničilo, se je zlomilo, katastrofa, avti uničeni, zgradbe, tam nekaj pada, vse dol, katastrofa, ne. Hvala Bogu, mi nimamo take nesreče. Tako se nekaj, to ni bil edini potres. Potem so še prišli neki popotresni sunki, se mislim, da temu reče. In je bilo enih 20 minut kasneje, jaz valjda nisem hotel iti spat, ker nisem vedel, kaj zdaj še bo prišlo, kaj se je to vsipalo dol na mene, ne vem kaj je bilo, mi smo pa še v najvišjem štoku oziroma najvišjem nastropju, ne, in tam se še bolj čuti, ampak tiste je bilo ful malo, ni bilo tako hudo. Pa že jaz ne razumem, ker mislim, da leto 2020 nam ne gre najboljše, če mene vprašaš, ne, ker zdaj smo doli potres, ker ne razumem, če korona ni bila dovolj. No, korona je eno veliko sranje. Nikoli si nisem, da vam to rekel, ampak pogrešam šolo, zaradi tega, ker si nisem nikoli predstavljal, da bom na začetku leta zaprt not v stanovanju, ne bom smel iti ven s prijatelji, ne bom smel iti nekam z družino. No, tega si res nisem predstavljal, da bom mogel biti cele dneve doma zaprt, ker ti postane že malo sitno po enih 4 dneh, 5 dneh, ampak jaz vem, da bo to kar dolgo trajalo in s ponosom povem, da bi rad šel v šolo. Ja, prav ste slišali, da bi šel v šolo zaradi korone. Če ne veste, kaj je korona, pa kaj se zdaj dogaja po svetu, ali živiš pod neko skalo, ali pa edino, kaj gledaš na YouTubeu in na internetu, so Tršanovi videi. Ok, čau folk, Juro tukaj, kako ste kaj? Ampak za tiste, ko gledate te Tršanove videe, bom jaz razložil, kaj je ta korona. Ne govorim o pivu, ampak govorim o gripi, koroni. Ne, še enkrat povem, to ni navadna gripa. To je gripa, ki zaradi nje ljudje umirajo. In če ne bomo mi skup stopili pa nekaj naredili za to, bodo ljudje umirali in bo na koncu tak, da bodo bolnišnice tako hudo polne, saj so že polne, ampak da bodo tako hudo polne, da se bo zdravnik mogel odločiti, bom rešil tega 40-letnika ali bom rešil tega 22-letnika.
tako se bo na koncu zgodilo. Ker naprimer v Italiji ste videli, kak je, vsi so mislili, korona, to ne je prišlo do nas, mi smo Jackie, ne, to ne je prišlo, opa, pred vrati korona, zdravo, jaz bi rada kihnila na vas, ne, pa so že bili malo posrani, pa so mislili, veš kaj, ne, stari, gremo si še malo roke šlatati pa to, opa, je prvi umrl, so mislili nič ni takega, zdaj imajo bolnišnice tako hudo polne, pa so vsi posrani, vse prav, katastrofa, isto je bilo pri nas, v Italiji je, nič ne bo, ne zaprimo meje, počakajmo, da je prvo tu ful zboli, pol pa zaprimo meje, veš, kaj mi imamo ful cajta, ne, veš, če se je Kitajska rešila, se bomo mi tuji, ni panike, stari chillamo, bomo videli kakva panika bo zdaj, ko sploh iz stanovanja ne bomo smeli iti, naprimer s pesom, ne bomo smeli iti ven. Da vam povem, zakaj še to ni navadna gripa. Ta gripa se hudo fucking hitro širi. Hudo hitro. Ti frajer, ko to gledaš, ne pravim za vse, ampak zdaj se bo kaki frajer našel, ko bo rekel, kaj, nimaš pojma. In veš kaj, jaz sem vseeno frajer, pa hodim z mojimi prijatelji vun, pa se rokujemo, pa se kušuvljamo, pa to. Stari, ti se ne zavedaš, da to tako hudo hitro širi, da je nekaj nevrednega. Vse, kaj moraš narediti, da zaustavimo to širjenje, so naslednji koraki. Prosim, ne kihaj si v roko, ampak si kihaj noter v tako molec, neke vrste predelkomovca. Kihni noter, evo, si že nekaj naredil. Stalno si roke umivaj. Če greš s pesom ven, si po roke umit. To si bi tako že mogli roke umivati, že normalno, tudi če ne je bilo korone, ne? Tada nujno si roke umivaj in razkužuj. Tretji korak pa je ta, ko je zdaj že kar resno, ker je pač v Sloveniji in so vsi v paniki, valjda, ne, je ta, da se ne druži preveč s folkom, oziroma se sploh ne druži s folkom. Počakaj teh 15 dni, da se vse v Sloveniji umiri in da se neha širiti, pa boš videl, da se bo splačalo in boš pol lahko šel normalno s prijatelji ven. In mi verjamite, da se bo splačalo biti zdaj 20 dni zaprt noter v stanovanju, ko pa da bomo 3 leta mogli biti noter zaprti v stanovanju, ker se bomo špilali, naprimer. Ker nikoli ne veš, kaj daješ, kako to pride, nikoli ne veš. No, ampak, tako sem prej rekel, zigaj se bo kaki frajer našel, ne, pa si bo mislil, nimaš prav. Jaz sem star 17 let, 16 let, 15 let, meni tu nič ne more. Nič mi ne more, ker to pali na starejše. Stari, veš kaj, mogoče imaš prav za zdaj, ne, imaš prav, mogoče ne bo tebe okužila, a pa ti ne boš umrl zaradi tega, ne, boš samo bolan, 2 tedna bo vse okej. Ampak, da ti to preneseš na svojo babico, ti povem, da ima veliko verjetnost, da bo umrla. Veliko verjetnost, če se ne bo našla zdravila, pa če ne bo dovolj prostora v bolnici, tada bodi brez skrbi, da mogoče ne boš ti nastradal, ampak bo tvoj deda, babica, moja celo mama, ata, ta malo pomisli tudi na druge, ne samo na svoj fucking rit. Dela, ki pa me je tudi zelo strah, pa je to, kako so delali v trgovinah. Upam, da ste si dovolj nakupili vseh stvari, naprimer WC papir, kot vidite tukaj, je to moja zadnji papirček, WC papirja. Lepo prosim, če mi lahko nekdo pošle še kaki papirček, ker mi je mama rekla, da več ne smem hoditi kakat in držim tako že 3 dni kakec v sebi in bolj potiho prdam, ker res to bom prišpalo za hude cajte. Zdaj pa vi, ko samo na svoj rit gledate, naprimer, še WC papir ne more na moj rit gledati, ga več nimam. Veš zakaj? Ker ste vi vse pokupili. Vi, tvoja mama je šla v trgovino, kupila 12 totih velikih paketov papirja, zakaj? Koliko ti serete doma? Glej nas! Veš kaj bo rekla mama, daj mi pol! Zakaj si čat to naredil? Glede umivanja rok pa je prav posebna tehnika, kak si je najlažje in najbolj učinkovito umiti roke. Jaka, jim prosim pokažeš. Poglejte tega mladega Jakca, kako si umiva roke. Bravo, Jakac, kar naprej. Lepo prosim, ponovite za njim. Ampak mislim, da Jaka pretirava. Vi lahko delate to v umivalniku, ampak glej, pustimo ga. Bravo, Jakac. Hvala, Jaka. Tako da lepo prosim, upoštevajte, pa ne bojte frajeri. Ker me zanima, če boš frajer na pogrebu tvoje babice, dvojim, da boš. Tako da zdržimo teh 20, mogoče celo več dni,
in si lepo umivamo roke, ubogamo, kakšna navodila nam bodo dali, pa bo vsega ful hitro konec, obljubim. No, hvala Jaka za besedo. Zdaj še moram jaz nekaj povedati. Glede šole, seveda, ne hodimo več v šolo k pouku, se ne zbujamo več ob 7:50, ampak vseeno imamo e-šolo. To pomeni, da delamo od doma, iz računalnika. Ne vem, kako imate vi, ampak mi dobimo neke naloge in jih moramo narediti in poslikati in poslati. Vam povem, da sem mislil, da bo to lažje, ampak ni lažje. Za mene je težje, pa za moje sošolce, ker dobimo kar nekaj nalog, ker mislim, da več nima občutka, kaj pomeni 45 minut, ampak dobro, vedno učiteljem ni lahko in čisto razumem, tako sem rekel, nekaj bomo morali to skozi pregurati, tako da ubogajte, kaj bo za Jaka rekel. Oh my god! Glej, dovolj si videl, veš kje pa lahko teh posnetkov več vidiš? Na mojem drugem YouTube kanalu, ki se imenuje Jack on the Gamebox, spodaj v opisu imaš link, tam tudi dosti krat podarim te Logitechove nagrade, ta se ti splača, ker imam kar dobre streame, moram reči, pri malo počekira kdaj. Pa ne samo doma sedi, pa gledaj filme, ampak pri gledaj tudi moj stream, ker je pač karantena in nimaš kaj drugega za delati. In ker baje mi, influencerji, ne na dovolj opozarjamo na koronavirus, vam povem in vas bom zdaj opozoril, pazite, koronavirus je nevaren, tako sem rekel na WC-ju, in upoštevajte hashtag ostani doma. Lepo prosim, ostani doma, pa si roke umivaj, ker če si ne boš roke umil, bom polico Perota pa ti v šamarčino stisnil. Maš prav, Jack on the Box, šamarčino vam dam! Šamarčina! Ok, da vam zdaj povem, kaj vi morate narediti, če hočete zmagati te kulske Logitech Pro X slušalke, ko jih jaz uporabljam. Dobro me poslušajte. Prvič, vsi idite na moj Instagram profil Jack on the Box Slo in če še me ne followate, me morate nujno followati. Na mojem profilu najdete to sliko in jo morate lajkati. In pod to sliko v komentar označite 5 vaših Instagram prijateljev. 5, ne 4, ne 7, ampak 5. Zakaj so pa te nagradne igre sploh mogoče? Pa se moramo vsi zahvaliti Logitechu, zaradi tega, ker so mi oni to vse poslali, ogromno stvari, in so rekli, Jaka, naredi kaj čez tem. In jaz bom dovolila to vam, lahko bi jaz za to mojim prijateljem, ampak bilo komu drugemu, lahko bi to vse prodal. Ampak jaz si mislim, gledaj, vi mi imate lajke, oglede, mi komentirate, me imate radi, pa vam jaz nekaj vrnil in zdaj imaš priložnost, da zmagaš te slušalke. Ampak bodi brez skrbi, če ne zmagaš te slušalke, pa boš mogoče naslednjič to miško ali pa to miško ali pa te slušalke. Glej, nikoli ne veš, roba bo vedno za vas. Nagradne igre ne bo samo na tem kanalu, ampak bo tudi na mojem drugem kanalu, ki se imenuje Jack on the Gamebox. Link imaš spodaj v opisu, stisni gor in se naroči, ker tam imam live streame in dosti rad podelim kakšne take nagrade. Vse vas prosim, da natančno upoštevate ta pravila, ker jaz bom to nagrado podelil na mojem Instagram profilu, vse bo znano kdaj, tako da približno čez vsak teden. Tako da redno spremljaj moj Instagram profil in upoštevaj ta vsa pravila, ker če si žreban in da vidim, da me ne followaš, ne dobiš nagrade, in če si žreban in vidim, da me followaš, ampak nisi tega 5 prijateljev, stari sorry, ne dobiš nagrade. Tako da vso srečo vsem. To je bilo vse, če ste uživali, lajkajte ta video. Ta video je bil prvi, ki sem ga posnel v karanteni. Mislim, da mi je kar dobro šlo, malo sem probaval menjavati kader, da je čim bolj zanimivo, ampak gledaj, uživajte. Tukaj se naučite na moj YouTube kanal Jack on the Box, tukaj na Jack on the Gamebox, pa se vidimo naslednjič, ok? Pa ne pozabi na moj Instagram profil, stari.